Dober dan. Breaking news današnjega dne je, da je Republika Slovenija zjutraj ob pomoči vojaških inženirskih enot okrog Dobove začela postavljati ograje. Nekaj podobnega se obeta ali pa se že dogaja okrog Haloz. Včeraj pa je predsednik vlade Miro Cerar razložil, da mora Slovenija storiti vse, da v prihajajočem zimskem času prepreči, da bi na ozemlju Republike Slovenije prišlo do humanitarne katastrofe. Tisto, kar mene bega, je, namreč ali je to neka logika ne na mojem dvorišču. Pravi, ne na mojem dvorišču. Do humanitarne katastrofe pač tako ali drugače prihaja. Če se ne bo zgodila na ozemlju Republike Slovenije ali pa Republike Avstrije ali pa kje drugje, se bo pač zgodila na ozemlju Republike Hrvaške, morda Srbije, oziroma ne, že mesece se dogaja v Egejskem morju. Kakšna je tvoja ocena tega ukrepa, da Slovenija postavlja ograjo? Ja, Slovenija sama po sebi problema rešiti ne more, je pa postala ozko grlo Evrope, pač v tem begunskem smislu, še posebej zato, ker hoče spoštovati šengenske standarde in v bistvu vse delati po predpisih šengenskih standardov, potem ko je Nemčija opustila Dublinsko uredbo. Ne. To pomeni? To pomeni, da v bistvu vrača nazaj v državo svojega izvora, oziroma odkoder so prišli tiste begunce, ki ne kriterijev. Ki se niso registrirali, ki niso vseh teh stvari naredili tako, kot je treba, in zdaj se Nemci menda vračajo nazaj na Dublinsko uredbo. Nemci imajo velike notranje politične probleme. Angela Merkel izgublja moč svojega glasu, de Maizière jača moč svojega, se pravi notranji minister, ne? In hkrati nacionalistična gibanja La Pegida dvigujejo glavo na veliko in zgleda, da se v Nemčiji pač, kot je bilo tudi pričakovati, končuje čas velike odprtosti do beguncev, kar je seveda imelo za posledico velike apetite tudi pri tistih, ki ne rešujejo svoje življenje, ampak rešujejo svojo zgodbo, mogoče staro že več let, mogoče 5 let, po prihodu iz revnega vzhoda na bogati zahod. Ne. Torej, in pa seveda neodzivnost celotne Evrope. Ne, Nemčija in vse te države, ki smo na tem koridorju, smo več ali manj same. Ne. Tvoj vtis je, ne, da ta ukrep, da Slovenija postavi ograjo, a je to avtohton ukrep? Ne? Predsednik vlade je včeraj celo govoril, nihče nam ni naročil, naj postavimo ograje, ne? Zato smo se odločili sami. Nihče ni prišepetoval. Jaz imam vtis tako, ne, da vendarle ta igra nekoliko bolj usklajena, če govorimo o tem, kaj se dogaja med Dunajem, Berlinom, Ljubljano. Jaz pravzaprav ne bi dvomil v to, da je igra popolnoma usklajena. Ne. Predvsem zaradi tega, še celo tako daleč grem, pa sploh nisem pristaš nekih teorij zarote, ne. Da bi se ne čudil, če bi bila stavka ladjarjev programirana, ne, zato da bi potem lahko ustrezala medijskemu spinu o neverjetno veliki količini beguncev, ki prihajajo, zdaj 30 000. 30 000 je najavil par dni nazaj Karl Erjavec in s tem dvignil temperaturo in opravičil prihajajoče ukrepe. Ne, s tem, da jaz sem govoril z beograjskimi kolegi, ki so mi rekli, malo pretiravate, ne? Take apokalipse pa ne bo. Ne? Ja. In njihova ocena, jaz verjamem, da je kar točna, ker konec koncev, če naj bi 30 000 ljudi prišlo v Slovenijo, lahko pridejo izključno prek Srbije. Ne? Se poglejva samo dejstvo. Slovenska notranja ministrica je bila v Bruslu, Karl Erjavec je v zvezi z begunsko zadevo pogovarjal v Rimu, Vatikanu, na Dunaju.
Predsednik vlade je bil v stalnem stiku z Angelo Merkel in z vsemi tistimi odločevalci v Evropi in hkrati je že toliko dni nazaj predsednik države Borut Pahor postavil teze, da Slovenija mora biti tista, ki bo na strani onih, ki svoje meje postavljajo na jugu in ne na severu, je tako? Ali pa ki jim bodo postavljeni na severu. Se pravi, če se šteješ ena in ena, vse te dogodke postaviš v šahovsko kompozicijo, enostavno uvidiš, ne, da se glavna igra igra v Nemčiji, Avstrija kot stranski igralec je ta trenutek, oziroma kot podrejeni igralec je ta trenutek zadovoljna, da se je znašla med željo Berlina in med tistim, kar je Slovenija naredila prva, to je pa postavljanje ograj, in hkrati ne izgublja, kot tudi Slovenija noče izgubljati, kot tudi Nemčija noče izgubljati humanitarni obraz. Se pravi, uradna formula je taka, mi nismo Madžarska, mi imamo meje še naprej odprte, zagotavljamo pa samo varnostne in humanitarne standarde. To je pa najbolj tenka izjava. Ne? To se pravi, kako pa zagotavljaš humanitarne standarde, če ljudi ne spustiš v svobodo? Ne? Se pravi, poimenovati bi bilo treba stvari drugače. Ne? V bistvu se poskuša zajeziti begunski tok, izčistiti med tistimi, ki dejansko rešujejo svoje življenje in tistimi, ki preprosto migrirajo in niso neposredno udeleženi v sirski vojni oziroma neposredni oškodovanci sirske vojne. Pa iraške, pa afganistanske. In če k temu dodamo še dejstvo, ne, da je Nemčija na hitro razglasila nekaj varnih držav, to že pred časom, zdaj pa, da spreminja zakonodajo o združevanju družin in vse te stvari, ne, in da tudi na veliko že vrača begunce, ki do tega niso upravičeni, ne, z avioni, z letali, ne. Potem ugotovimo, da je konc neke humanitarne epizode, ki je trajala zdaj koliko, 2 meseca, ne? In se bo na nek način ta stvar začela ustavljati. Ne? Se pravi, Slovenija dejansko je država, ki sveta ne more rešiti, lahko pa rešuje svoj obraz in sicer z iskrenim sodelovanjem v humanitarni zadevi. Ne? Meni vsem ta logika, ne, te grde fotografije humanitarne katastrofe ne smejo nastati na ozemlju Republike Slovenije. Ta logika mi je pomanjkljiva, zaradi tega, ker predpostavlja, ne, da nas pa pravzaprav ne briga prav zelo, če te grde fotografije pa nastanejo na ozemlju kakšne druge države. Veš, mi moramo zdaj upoštevati neko realnost, ki je zelo neslavna ali pa če hočeš grda, ampak obstaja. In ta realnost je to, da ima Slovenija poleg nekih zunanje političnih želja in visoko letečih besed tudi opozicijo oziroma notranjo politično realnost. Notranja politična realnost je taka, da 2 stranki opozicije, to sta SDS in SLS, se vzpenjata po lestvici javnega mnenja ravno na anti-begunski retoriki. Ne? Potem ne samo na retoriki, ampak tudi na dvigovanju in tempiranju strahu ljudi pred abstraktnim kužnim subjektom, ki bo v bistvu uničil prihodnost naših otrok. Ne. To je ena zelo, zelo žalostna zgodba, ne. In nečastna zgodba, to je ena dimenzija. Druga dimenzija, da so se pokazale luknje v delovanju našega sistema, državniškega sistema, recimo na ravni policije se je to pokazalo, dokaj prepričljivo, ne. Da enostavno in pa na ravni civilne zaščite se je tudi pokazalo, da se v bistvu humanitarni ali pa, če hočeš, človeški obraz naše države ohranjal in vzdrževal izključno po NGO-jih, to se pravi po nevladnih organizacijah in po dobrodelnih organizacijah in po dobrih prostovoljcih. To je nekaj, kar bi moralo recimo predstavnike ljudstva v našem parlamentu izredno skrbeti in kar je najlepše, popolnoma nič jih ne skrbi to. Ne. Se pravi, mi smo država, ki v bistvu humanitarnega obraza na ravni človeškega pogleda, na ravni človeškega dejanja sploh uradno ni pokazala. Pokazale so ga Karitas, Rdeči križ, filantropija, Adra in tako naprej. Ne. Glede, čestitaj vaše Karitasu za 25-letnico obstoja, ne, ki jo... Karitasu jaz rečem samo vsaka čast. Ja. Res, spreminjam pogled na Karitas skozi to krizo. Ne. Ampak, torej, to je nekaj, o čemer bomo morali diskutirati. Ne? In zdaj predsednik vlade, domnevam, ima pred očmi tudi te vidike, ki ga ogrožajo v drugih zadevah. Če on hoče ohranjati koalicijo, pomeni, da mora ohranjati notranjo politično ravnovesje. To seveda v luči humanitarne zgodbe ni noben izgovor, je pa realnost.
ki je zanesljivo upoštevanja vredna in nekaj moram reči, pri čemer dajem seveda državi negativno oceno, da ne bo nikakršnega nesporazuma. Nekaj je pa res. Res je namreč to, da je Slovenija v mnogo večji nevarnosti in na mnogo bolj tenkem ledu, kot si mislimo, glede možnosti destabilizacije države in možnosti prehoda v neko politično, v urbanizacijo Slovenije, če tako rečem. Mi smo v tem smislu v letu 38. Ne rečem, da bo prišlo leto 40, govorim na ravni notranje politike, ne rečem. Rečem pa to, da nismo tako varni, kot si mislimo, da smo. Lahko pride do destabilizacije izredno hitro in če ljudje, intelektualno močni ljudje humanitarno pozitivnih pogledov, ljudje dobre volje, če hočeš kar tako, ne, in ljudje, ki imajo še človeški obraz, če bodo na glas govorili, če bodo postavljali razumna stališča, ne ekstremna stališča, če bodo znali razlikovati med realnimi nevarnostmi in pa med strahovi, ki se lepijo na neke dogodke, ki so pač logično neprijetni, ne, potem Slovenijo lahko ohranimo v nekem ravnovesju in mislim, da na tem je res treba delati. Najslabši so tisti, ki se v tej zadevi enostavno potuhnejo pa rečejo, kar bo pa bo. Ne, ni res, da kar bo pa bo. Humanitarnost, kolikor je humanitarnost na preizkušnji tudi naš notranji mir, ne? Mislim, govorim zdaj družbeni mir, ne? Družbeni mir je neka kategorija, ki lahko da ne preživi. Na globalni ravni je pa stvar mogoče majhen drugačna. Zdaj se je pač na udaru znašla ta linija, ki pelje od Grčije, Turčije proti Nemčiji, ne? Drugi pa živijo v relativnem miru. Ne? Nekje, ne vem, v Angliji so ta trenutek izredno mirni, kar se tiče begunskega toka. Čeprav, ne, veš, Britanci pa gledajo v Calais, ne, in v džunglo v Calaisu v Franciji, kjer pač ravno to, poglej, čaka, ne? Kontekst Evrope, kakršno ta trenutek dobivamo, je natanko kontekst Slovenije, s kakršno se v tem trenutku soočamo. Za analogijo gre. David Cameron je v najbolj občutljivem trenutku, begunskem trenutku, v katerega se je upela zdaj Nemčija, mogoče celo to, kdo z njo žonglira, zato da ne bi bila tako močna, kdo bi vedel, ne? Ampak on pride zdaj za idejo, da je treba pa popustiti britanskim zahtevam v zvezi za močnejšo Anglijo v Evropski uniji, spet s celim sistemom nekih izjem, ne? Sicer bo šla pa Britanija ven iz Evropske unije, ne? In to ravno v tem trenutku pride, ne? Se pravi, on zdaj proti Evropski uniji ravno tako postavlja mejo, žičnato ograjo, kot jo Slovenija proti Hrvaški in tako, kot jo že Madžarska postavlja. Se pravi, tudi če imaš ti 101 razlog, da si upravičen, da delaš to, kar delaš, ne? In slovenska država dokazuje, da je upravičena in suverena, da dela to, kar dela, je v logiki teh dejanj vendarle na koncu trohnjenje Evropske unije kot ideje, ne? Kje bo čez 20 let ta Evropa? Predvsem je treba zelo jasno ugotoviti, da linearnega razvoja zgodovine ni. Se pravi, mi smo že 20 let zdaj v regresiji, misleč, da bomo naredili novi svet, ne? Smo šli pa od padca berlinskega redu v regresijo in ta trenutek ne vidim nobene večje variante, da bi zagotovili nek podoben razvoj ali pa optimizem duha, kot je bil po letu 1945, ne? Ko so Združeni narodi razglašali temeljne postulate človekovih pravic, ne? Ko ti enkrat začneš delati žičnate ograje, imaš vse argumente na svoji strani, ampak vzpostavljaš neko logiko, ki je kontraproduktivna, kakorkoli obračaš, ne? To, kar Angleži delajo, za njih ne bo dobro, za Evropo ne bo dobro, ampak ali lahko to ustavimo? Hollande se je potuhnil, Francija se je potuhnila, ne? V bistvu vse, kar je do Evrope trenutno ostala močna Nemčija pa postaja šibka skozi begunsko vprašanje in je v bistvu je to vprašanje najeda navznoter, ne? Teoretiki zarote menijo, da so jim vele sile Nemčiji to podstavili in s tem tudi Evropske unije. Prepustimo to domišljiji, ne? Ampak dejstvo je, da je Evropska unija po svojem Schengenu, Evropska unija po svojem ideji ta trenutek razpada. To je dejstvo, ne? Mislim, če sva pri teoriji zarote, ne, bi veljali tudi na to opozoriti, ne? Veš, ko je prečastiti bivši general Colin Powell v Združenih narodih na začetku prejšnjega desetletja razlagal, da obstajajo jasni dokazi o obstoju orožja za množično uničevanje v Iraku. In je s tem najavil invazijo na Irak in je potem Republika Slovenija
prek vilnanske izjave te jasne dokaze podprla, je bil Joschka Fischer kot nemški zunanji minister in pač tudi soliden geostrateški analitik izrecno proti temu, ne, da Zahod intervenira v Iraku, kajti vedel je, kaj ta destabilizacija pomeni za v končni fazi za Nemčijo. Ne. V končni fazi se je z invazijo na Irak pravzaprav sprožila domina, katere rep vrste zdaj pada prek meje. Ne. Mislim, jaz sem z ušesi zastrigel včeraj predvčerajšnjim, ko sem prebral v časopisih, da potem, ko je Angela Merkel zaječala in rekla, da v kompoziciji, v kaskadni kompoziciji balkanskih držav oziroma balkanski poti, ne, stvari lahko eskalirajo. Lahko eskalirajo pač tudi do vojaških spopadov, kakršni smo že bili priča, se je naenkrat Hrvaška čutila poklicana, da poveča nabavo orožja v parih dneh, ne, in isto Srbija. Ne. Kako naenkrat se je zaktiviral plus vojaški... dodejva možnost spremembo vlade na Hrvaškem, v desno. ki bi šla v desno. Ja. In tako naprej. Ne. In te destabilizacije, veš, vsakič, mislim, so zdaj pa kje pri Naomi Klein spet, ne, in pri vseh teh zadevah, ki funkcionirajo skozi neko logiko šoka, ki na koncu še bolj obogati bogate in še bolj osiromaši siromašne. Na drugi strani pa ta paradoks, da se v Sloveniji napovedujejo rekordne pač gospodarske rasti oziroma popolnoma druga logika od tiste, ki smo jo srečevali, če se spomniš takrat, ko smo se pogovarjali o morebitnem prihodu trojke. Ne. Skratka, ambivalentne zadeve, ampak jaz osebno bi bil pri ugotovitvi, ne, da pač svet je v neki logiki, Slovenija pa ni nujno del te iste logike v celoti. Ne. Slovenija je toliko fleksibilna, da če bo zakretla v urbanizacijo Slovenije, nihče tudi mrdno ne bo. Ne. In smo lahko zelo dolg časa tam, ne da bi se karkoli dogajalo, ne, in obratno, ima ta manevrski prostor, da ne dopusti, da Slovenija izgubi svoj humanitarni obraz. In ta pregovorna slovenska civilno-družbena pobuda ali pa ohranitev nekega srednjega sloja, ki smo ga takrat propagirali skozi neuničevanje šolstva, neuničevanje zdravstva in te zadeve, ki so konstituirajo slovenski srednji sloj, ne, pravzaprav malo podjetništvo in tako naprej, se mi zdi, da zdaj spet prihajajo na plan kot imperativ, prav zato, ker je treba Sloveniji pustiti, da obnovi nekatere vrednote, ki jih je že imela, ne glede na to, da je kritizirala socializem in manire socializma in v bistvu komunistično poreklo slovenskega socializma. Če se spomniš, so to prejšnji teden ali pa predprejšnji teden že postulirala skozi razpad sistema NNP, skozi razpad sistema civilne zaščite in nepravilen premik civilne zaščite od policijskega varstva proti oziroma pod policijske ingerence pod ingerenco vojske. Ne. To je bila prva stvar in to se mi zdi, da bi bilo treba obnoviti. In drugo, kar je, zelo zares bi morali dejansko vzeti to, kar smo se zdaj naučili, ne, da je treba represivne institucije države spraviti v gabarite kodeksa. Ne. Definitivno. Zaradi tega, ker obnašanje represivnih predstavnikov države ne more biti odvisno od dobre družinske vzgoje nekega posameznika. Da se zna obnašati ali pa da se ne zna obnašati. To mora biti kodificirano na ravni države, nekdo, ki obleče uniformo, se točno ve, kako se mora obnašati in od njega ne sme... Predstavlja državo. Predstavlja državo. In ta država mora vedeti, kaj tudi na humanitarnem področju hoče. Zato je bilo tako problematično, da smo skozi o beguncih govorili kot o varnostnem vprašanju na ravni države, namesto kot o humanitarni katastrofi. Zdaj naenkrat, ne, pa že govorijo o tem, da postajajo kaj represivne barijere, ovire, ograje v imenu tega, da ne bi bilo humanitarne katastrofe. Zdaj več ni govorice varnosti. Ne. Ja. Spremljava razvoj dogodkov in ga komentirava, če ne prej naslednjo sredo. Drži.